Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Pa smo zakorakali v novo leto. In v novem letu sem si želela predstaviti nekoga, ki predstavlja tako, recimo, neke malo starejše čase, pa tudi novejše. Z nami je Tone Kuntner, igralec. V bistvu ga poznamo po tem, kako zelo je bil aktiven v preteklosti, ne nazadnje pesmi piše še naprej. Tako da lahko rečem, da povezuje pravzaprav in staro in novo. Pozdravljeni, gospod Kuntner. Pozdravljeni. Poglejte, rodili ste se v Slovenskih Goricah, pravzaprav v številni družini. Ali to pomeni, pa še dva preužitkarja sta bila v vaši družini, ali pomeni, da je lažje živeti v večji družini, da ima človek recimo globlje korenine, ali je pravzaprav to nekaj, kar danes recimo ni več moderno? Kaj bi vi rekli? Ja, predvsem je živeti v večji družini in tako v kmečki, bi rekel, bolj koristno za otroke, če preživijo. Vsekakor pa je bolj ugodno živeti, bolj udobno, se pravi, manj ljudi, z manj mukami, ker 9 ljudi pri hiši je kar težava, čeprav to šele zdaj vidim. Takrat, ko sem bil otrok, nas je bilo 5 otrok, to ni bila težava, ampak je bilo veselje, vedno je bilo veselje, če je kdo v hiši prišel in tako naprej. To je pravzaprav za otroka v tistem času, ki tudi ni bilo rožnato, ni bilo težko, ker tudi ni časa, tudi ni nobenega režima, da bi lahko rekel, da ni lepo biti mlad. Ali otrok? Ali otrok. Če živiš v srečni družini, otrok pa sploh, ne? seveda. To je pravzaprav bistvo. No, seveda, to je Kakšna je bistvo. bila vaša družina? Srečna? Jaz mislim, da ja. Saj sem včasih začutil kakšne, bi rekel, kakšne neugodnosti. Ampak temu otrok vedno zbeži. Take neugodnosti, pa recimo, če bi rekel, sovraštva, pa nisem čutil, da bi odnesel življenje to kot neko rano. Zdaj se spomnim, da so bile kakšne rane, ampak zaceljive. Pri otrocih je vse zaceljivo. In kmečka družina je bila vaša družina. Kaj to pomeni recimo danes za vas, da izhajate iz kmečkega okolja? Ali to pomeni, da morda imate raje to našo domovino in našo zemljo, če se lahko malo pesniško izrazim? Ali to pomeni, da dejansko človek drugače požene korenine in je morda ravno zaradi teh sprememb, ki jih življenje prinaša, ne vem, nekako morda včasih tudi bolj žalosten? Verjetno je to bolj naravno življenje z zemljo in z naravo in iz tega seveda tudi izhajajo vse druge poznejši odnosi z življenjem, ker če rasteš z naravo, živiš, se pravi, z lepimi trenutki, živiš s soncem in s točo in nobena stvar te ne more ustaviti, ne. Tako da sem nekako se naučil živeti z lepimi in slabimi stvarmi in vedno sem pač pravzaprav vedel v življenju, da zadržem pride sonce. To sem podzavestno človek, to ve, če živi z naravo. In kako je izgledalo to življenje na kmetiji? Ste imeli tudi živali? Koliko obdelovalne zemlje? Ste delali na zemlji kot otrok? Ja, seveda, zjutraj, preden sem šel v šolo, sem moral iti krave past. Noben te ni vprašal, a greš ali ne greš. Smo šli kostanja nabirati, preden sem šel v šolo. Ko sem prišel v šole domov, te noben ni vprašal, kakšne naloge ali ne. Zato sem jaz navadno kar med pauzo naredil tiste naloge, ki sem jih moral. Pa ne gre za krutost, ampak gre za stvarnost kmečkega življenja, ki pač potrebujejo starši otroke za razna domača dela in tako naprej. To je bilo vse normalno in nisem mi zdelo, da je to zdaj treba nekdo, ki gre v šolo, da mora imeti svoj čas. Jaz sem pač si svoj čas vzel za šolo z velikim veseljem, šel sem z velikim veseljem v šolo, ker je bilo veliko lažje kot doma delati kar naprej. Ali pa orati cel dan, krave goniti cel dan.
In kadar recimo bilo večje delo, sem bil tudi nagrajen, sem lahko celo jedel kruh za seko, tako kot tisti, ki so prihajali k nam delati. In to ni bilo kar tako samo po sebi umevno. Nikoli nisem bil lačen, nikoli na kmetih ne moreš pravzaprav biti lačen, ker so jabolka, so hruške, je to ono tretje, kruha ni manjkalo nikoli, ampak ne vedno z zaseko. Se pravi, vendarle neko skromno življenje. No, seveda. Seveda, to me je tudi oblikovalo, to, rekel, skromnost. Ste še danes skromni? Ja, jaz mislim, da sem. Če bi rekel te lastnosti, če bi se pohvalil s kakšnimi lastnostmi, sigurno bi rekel, da sem preprost, da sem skromen, da sem pošten, da sem iskren, da sem zvest. Ampak veste, s tem se ne morem hvaliti. To je treba reči, da morajo potrditi drugi, ki s tabo živijo. Predvsem pa morajo te samohvale potrditi tvoji sovražniki. Potem je nekaj res na tem. In se je z vami to zgodilo? Jaz mislim, da se je. Jaz tudi od tistih, ki me nimajo radi, nikoli nisem slišal, da ne bi bil zvest, da ne bi bil pošten, da ne bi bil to, kar sem naštel, skromen. Tako sem se pač oblikoval skozi naravo in z življenjem z naravo. Tudi danes še živite z naravo? Tudi, bolj kot hobi, seveda. In predvsem pa s temi zakonitostmi zemlje in življenja na zemlji in z naravo. Ker se mi zdi, da je to tista stvar, iz katere sem živel, ki so me nekako utemeljile in s katerimi se mi zdi, da je bistvo življenja, da tako se živi in tako je treba živeti. To me zadovoljuje. Seveda te lastnosti pozitivne ali pa samohvalne niso vedno koristne. Mogoče celo prav tako, da se utrjuješ. Da utrjuješ svojo, bi rekel, svojo samozavest, svojo zavest, da se utrjuješ, da je zvest biti sebi pomembna stvar. Tako pomembna, ki ti da stati in obstati. Lahko preberete kakšno svojo pesem, mogoče iz otroštva. Namreč začeli ste pisati že zelo zgodaj, pa ne mislim pesem, ki ste jo napisali recimo takrat v tistih časih, ampak pesem, ki se morda nanaša oziroma je v povezavi z vašim otroštvom. Vse je povezavi pravzaprav z otroštvom. Vse je povezavi s tistim časom, ko se človek utemelji, ko človek se zaveda svojih korenin. Vse je s tem povezano, zavestno ali podzavestno. Mene je spremljala skozi vse življenje do današnjih dni prispodoba hiše. Ampak jaz si tega nisem izmislil. Hiša se mi je zdela hiša kot dom, ker sem jo doživel kot topel dom, ker sem hišo doživel kot gorečo hišo. Skoraj nam je hiša pogorela, ko sem bil majhen. Smo delali elektriko, takrat po vojni, in seveda se je tam nekaj zgodilo in je nek petrolej se razlil. Ravno takrat, ko smo elektriko delali, so ljudje noter pili in se veselili, da smo končali eno delo in se je petrolej oziroma bencin polil, ne petrolej, in je buhnilo in je skoraj hiša zgorela. Tako da sem jaz s hišo rastel tako ali drugače s hišo. Pozneje smo hišo prodali. Smo se odselili iz te hiše. Potem sem kot otrok, oziroma že malo starejši, hodil gledati svojo rojstno hišo, ki je postala državna, kako propada. Kar naprej me je v življenju hiša spremljala. In zdaj me še spremlja, ki jo vidim samo še v sanjah, ker tam ni nič več,
ker je bila rojstna hiša, ker je bilo državno in je propadlo in razpadlo z državo vred. Tako da ta prispodoba se mi vleče skozi in jo tudi primerjam z državo. Jaz državo, domovino primerjam s hišo. Hišo, ki mora biti dom. Naša hiša, Slovenija, samostojna Slovenija, bo trajala, če nam bo dom. To je pa od nas odvisno. Ne od zidarjev, Koliko si ki so želimo hišo pozidali, tega doma? ampak od nas, ki v njej živimo. Torej, ta hiša me je spremljala kar naprej in bom prebral moja hiša, recimo, Dajte. da bo povezala tiste čase pa današnje. Moja hiša razpada, razžirajo čas, da ni več streha človeku, da ni več sanjam zavetje. Ali je to še moja hiša? Moji brati živijo daleč od domačije, daleč drug od drugega in vse bolj daleč od sebe. Ali smo še bratje? Moja dežela se duši v dimu in v lažeh, da ubija upanje v rastlinah in v ljudeh. Ali je to še moja dežela? Moji prijatelji odhajajo iz moje dežele ali se vdajajo tokovom umazanih rek. Ali smo še prijatelji? Ja, pravzaprav veliko odprtih vprašanj, tudi o teh bi lahko govorila, mogoče pa se jih bova še dotaknila. Ampak zdajle me recimo zanima, koliko pesmi ste napisali, gospod Kuntner. Tule je dejansko kar nekaj knjig. Prva je izšla leta 1966, ste mi rekli. Pišete jih od 4. razreda osnovne šole. Pravzaprav, kaj je tisto gonilo, zaradi katerih napišete pesem? Veste kaj, to je pravzaprav vprašanje psihiatrov. Jaz, če sam sebe analiziram, pišem zato, da se izpovedujem. Zato, da lažje živim. To je nek ventil, kakor vsako umetniško izpovedovanje, je po moje to ventil, ki pomaga človeku živeti. Ki pomaga človeku stati in obstati. Jaz ne bi govoril, jaz sem par knjig prinesel sicer zraven, ampak ne bi govoril niti o številkah knjig. Poglejte, jaz, če bi rekel, da sem preko 20 knjig izdal, nekaj originalnih, nekaj pa tudi pol izborov, je to pravzaprav nesmiselno govoriti. Glejte, Prešeren je izdal eno zbirko. Pa ga poznava svet. Pa jaz se ne morem s tem malim primerjati z njim, ali pa s kakšnimi velikimi. Eno samo knjigo. Pa je dovolj. No, pa vendar, več jih je. Koliko bi lahko rekli, recimo, da je to pesmi? Ne vem, nisem nikoli štel, če recimo ima vsaka zbirka kakih, recimo 70 pesmi krat 20. Koliko je to? Recimo čez 1000 pesmi sigurno, nedvomno. Ampak ne bi tega prešteval, jaz mislim, na koncu ostane zelo malo. Na prste, na ene roke bi lahko preštel, tisti, ki bi rekel, ja, to pa je tisto, kar bo preživelo. In tako tudi delam, ko sem kaj pisal. Jaz nisem nikoli kazal ali dal v oceno, da naj mi pove, to kaj je. To moraš človek sam narediti. To se moraš sam človek odločiti, ampak se ne moraš odločiti, to moraš dati, pesem moraš odložiti. Pesem moraš dati tako kot kmet meso zelh. Moraš dati pustiti, da zori. Da zori. In veliko krat si ne upam niti pogledati to, kaj je. Bistveno je, da je ob rojstvu taka, kot se zdi, da bi morala biti. Ob rojstvu pesmi. In potem, ko greš pogledat, ko ima nekaj let, ali postane polnoletna, ali že skoraj pozabiš, da si to napisal,
A te je takrat po tistem času potegnila v isto smer, oziroma je povedala tisto, kar si takrat doživel. To je po moje preverjanje, edino preverjanje s časom. Čas je najboljši sodnik. Ja, verjetno vsega, ne? Tako. Kaj pa recimo vaša igralska kariera? Poznamo vas predvsem kot igralca, dolgoletnega, no zdaj ste že nekaj časa v pokoju. Jaz sem se odločil... Namreč kmečki sin, ne? Ja, seveda. Sam sem se čudil temu, da sem šel v teater in ni navadno, da bi kmečki ljudje začeli sanjati v teatru. Jaz sem, ko sem hodil v gimnazijo v Mariboru, sem se pač srečal tudi z gledališčem in trmas kot sem, trmo imam eno kmečko trmo, sem se v nekem določenem trenutku odločil, da je to moj poklic, da to lahko v življenju delam, da bi to rad delal. In me ni pregovoril tudi rektor Ljubljanske univerze, ko enkrat bil tam, pa me je popolnoma odsvetoval, ko sem ga vprašal, če bi šel na akademijo, sem rekel, ne, to pa ne, normalno. Ampak jaz sem si pa mislil, kaj pa ti veš o meni. In sem svojo trmo gnal naprej in mi ni žal. Delal sem srčno in z veseljem do upokojitve ta poklic. Zelo rad sem delal. In hvala Bogu, da sem imel ob tem še poezijo, ker se mi ni bilo treba ukvarjati s tistimi nebodiga treba v gledališču, ki ga je tudi veliko. In se nisem dal zastrupljati od tistega, bi rekel, strupa tekmovanja, kako bi tako čist milo rekel. Tako da sem pravzaprav eno in poezijo in gledališče delal s čistim srcem in z velikim veseljem. Kako so pa doma sprejeli, recimo, na vse zadnje pride fant, ki ga pošljejo v šole, zdaj bom pa igralec. Najbrž so vam rekli, da to je poklic, ki ne prinaša kruha. Da sem imel tako občutljive starše, da mi nikoli nobeden nič ni rekel. Nikoli. Ne odsvetoval, ne rekel, naj grem. Oče me nikoli v gledališču ni videl. Nikoli. Kaj bom teater hodil, ne? Jasno. Mama me je videla parkrat, tudi na akademiji še, ker je bila radovedna, kam sina žene. Nobeden me ni vprašal, kako ta stvar teče. Tudi jaz nisem razlagal, ker ne bi tudi ne razumeli verjetno. Ampak mama je bila vedno vesela, kadar sem tako recimo z veseljem uspešno domov prihajal, celo kakšno nagrado dobil. Drugače pa niti za, niti proti nikoli nobeden ni rekel. Ker so nekako, jaz mislim, da so slutili, da pač svojo pot hodim. Svojo trmo in svojo ljubeznijo sem šel v ta svet in sem prihajal vedno znova domov, pol je že v redu. Kaj pa recimo bratje in sestre? V kakšnih poklicih so? Imate še kakšnega umetnika v družini ali ste edini? Imam najstarejša sestra, piše tudi prozo, ampak je zelo pozno začela to delati, šele pred 10-15 leti. Piše te zgodbe in jaz sem ji zelo hvaležen, da je napisala o naši hiši, naši razpadli hiši, oziroma o življenju v tisti hiši. Je talentirano napisala knjigo, napisala je tudi druge zgodbe, še ene 5-6 knjig ima, zdaj je v domu, stara 75 let. Ona je edina, ampak nikoli ni se s tem ukvarjala, razen na stara leta. Bila je pleskarka. Zanimivo. Ja, pleskarka. Že za žensko zanimiv poklic. Zelo, zelo. In moram reči, da to, kar počne, tudi pesmi, pa zbirke izdala, to je delala in dela zelo talentirano. Brat moj je fotograf, za časopis je slike delal v Mariborskem Večeru. Ena sestra je medicinska sestra, ena sestra pa je ostala doma na kmetiji. Tako da jaz sem ta drugi, ta najstarejša je pravzaprav šla
po teh poteh, ampak pravzaprav zelo pozno. No, pa vaš sin tudi, ne? Če zdaj Ja, greva na novo generacijo, seveda, vaš Jernej. Ja, on je šel. Ste ga vi navdušili ali je dejansko tudi prinesel na svet? Jaz ga na to galejo nisem gnal. Jaz ga na to galejo nisem gnal, kakor se sam nisem dal odpraviti, tako mimogrede, da ne bi šel v teater. Zgleda, da je teater en tak strup, čeprav ga jaz njega nisem kot otroka vozil v teater. Sem ga držal tega stran. On je že pol zvedel, da so igralci, da delam v gledališču in to ga je nekako zastruplo, mogoče še bolj, kot pa če bi ga kaj s tem zastruplo sam. Nikoli mu nisem svetoval, ko pa se je odločil, sem pa seveda ga podpiral in mu pomagal, koliko se je dalo. Bil sem tudi njegov profesor na akademiji in mislim, da je občutljiv in talentiran fant. Ima tudi, hvala Bogu, več humorja kot jaz. Mu je lažje živeti. In je uspešen, mislim, da je uspešen. No, drugi sin je pa, prav sem si zapisala, je biolog, doktor arahnologije. Mogoče po slovensko bi lahko rekli pajkoslovec. Ja, vse smo rekli pajkoslovec. V bistvu zelo nekaj zanimivega, zelo zanimivo, kako se nekdo posveti pajkom, drugi se jih bojimo, so nam morda nagnusni ali kaj podobnega, ne? Pravijo celo neke fobije pred pajki, ki so grozljive. Arachnofobija, gledajte. Tako. Oba, in Jernej in Matjaž, so začela z biologijo. Tudi Jernej je hodil na biološko fakulteto, pa bo ni zdržal. Ni ga gnalo do konca in je pol šel na igralsko. Ukvarjal se je predvsem neke metulje lovil. Tamal, Matjaž, je pa kar takoj začel s pajki, ne vem kako to, in je to ga je zanimalo in je pol študiral to in je hodil po svetu in že kot osnovnošolec je šel na biološki inštitut tam spraševati za neke stvari, kar sam je svoje pot iskal, kar se mi zdi zelo v redu. Če te nekaj zanima, te mora tako zanimati, kar starši reče, to ne sme nič veljati. In je prav, da ne poslušajo staršev. Prav je. No in kadar jaz recimo po šolah hodim, pa mi reče, kako je igralska akademija, jaz tudi odsvetujem vsakemu. Zakaj? Tisti, ki me posluša, naredi prav. Tisti, ki me pa ne posluša, pa tudi naredi prav. Pa tudi naredi prav, ja. Ker če se odločiš za tak poklic, kot je umetniški, pa tudi vsak drug poklic, se moraš odločiti sam tako 150%, pa še takrat pol velikokrat ne ostane 100%. Poglejte, je težko biti umetnik. Namreč Slovenija je majhna dežela. Vemo, da je prvič velika konkurenca, drugič pa tudi, če rečem, kar nekaj fovšije. Poglejte, umetnik, seveda umetnik, da si umetnik, ti rečejo drugi, si ali nisi, ne? Ampak ta poklic je težek, ampak je to blagor, če ti je to dano, da lahko to počneš in celo plačano dobiš. To je nek hobi. To je stvar izpovedi, ki bi je delal tudi, če ne bi imel službe. Kakor literatura. In ljudje, ki financirajo literaturo, vejo, da ne bo zaradi tega nič manj romanov, nič manj pesmi, mogoče še bo manj, ampak bo boljše. Ker to se ne dela za denar. Od tega se ne da živeti. To je stvar neke notranje nuje, ki je človek dela in zato je včasih celo zelo prav, da te preverja, da se v mukah odločiš, ja to bom delal, ne morem nič drugega delati. Pa tudi, če me nič ne plačajo. To je v človeku, če se iskreno priznamo, prav je, da smo plačani. In prav je, da izsiljujemo svoj pošteno zaslužen honorar. Absolutno. Ampak mi bi to delali tudi, če ne bi bili plačani. Tako kot mati, ki rodi, ne glede na to, ali bo plačana za to ali ne, tudi nikoli ni plačana. Ni dovolj plačana za vse rojstvo in za vse muke. Kaj bi pa recimo rekli, da pa je vaš hobi poleg svojega dela? Zdaj ste že to omenili. Imate še kakšno strast ali kakšno veselje? Ja, veselje imam z zemljo, tako kot
jaz sem zemlje prišel, z zemljo rastel in se pač rad tudi ukvarjam, še tudi kaj malo zemlja, ampak seveda... Živite v hiši z vrtom? Zelo malo vrta, samo malo zemlje je, ne moram reči, da je to vrt, to je tak kos zemlje, kar sem pa pravzaprav zadovoljen, ker me ni treba, ker sem jaz dost se nagrablo, dost nakopal, dost oral doma, ko sem bil že mali in si ne želim tega nakopati. Zlasti pa, ker če imaš zemljo, moraš tudi za to skrbeti. Si naenkrat manj svoboden, ker moraš za to skrbeti. Se pa veseliš, kadar je dež, kadar je sonce, se veseliš z naravo, ker je to koristno tudi tvoji zemlji. Tako nekako človek živi tudi naprej, če nimaš zemlje, ne? In se pravzaprav vesel, da se lahko ukvarjam s tem samo kot hobi. Bi prebrali mogoče še kakšno pesem? Glejte, jaz sem poznej, bom to povedal recimo, ko je oče državi prodal tisto posestvo tam, zato da smo se šli bliže šolati, ta številna družina, ki je bila navezana na zemljo in ki ni hotela iti tam, zlasti starejši. Oče je bil malo krut pravzaprav do teh odnosov takrat, do starejših, do svoje mame in tako naprej, ampak je vedel, da moramo iti. Zaradi otrok, on je nam vedno rekel, vi morate boljše živeti. In sem jaz napisal na pesem, ko je prodal hišo državnemu posestvu. Kako je pol bilo, ko sem hodil gledati, sem že povedal. Pravi, udaril si, kot da si kravo prodal in vem, se ne boš priznal, bilo ti je strašno hudo pri srcu. Naš dom je bil lep, pod hribom med jablanami in naša pšenica je bila lepa. Takrat si nam rekel, da vam bo lepše, otroci. Okoli je cvetel osad. Zdaj vem, nisi se bal socializma, bal si se vetra z državnih njiv. On je namreč vedno rekel, kadar je bilo veter poleti, ko je zorel osad, na državnih njivah je bil samo osad v tistih pšenici, je rekel samo, da ne bi zapihalo z državnega, ker se ne moreš rešiti osada. In se ga tudi nismo rešili. Če v prispodobi rečem. In hvala Bogu, pravzaprav vsaka nesreča pa svoje dobro. To bi rad povedal, recimo, mogoče bi več povedal, kot pa če bi kaj preveč govoril še o tem. Recimo doma na obisku, jaz sem hodil tja na obisk, na svoj dom, sam in vedno bolj sam, nazadnje že kot na pokopališče. Doma na obisku, mimogrede, zdaj je državno. Pozdravljam te, hiša moja, pozdravljam te, zemlja moja, jaz sem tvoj nezvesti gospodar. Ljubim te, hiša moja, ljubim te, zemlja moja. Ampak moj Bog, kaj je z nama? Kje so najne mlade jablane? Moja zemlja je imela jablane. Kje so orehi nad hišo? Moja zemlja je imela orehe, trde in velike, da je bila za božič potica. Kje so trsi, ki si mi sadil? Moja zemlja je imela trse, moja zemlja je rodila vino. Kje so njive hudiča, kje je pšenica? Moja zemlja ni nikoli rodila plevela. Z mojo zemljo delajo greh. Z mojo zemljo delajo greh. Ja, žal se tudi danes Slovenija še vedno zarašča in podatki so grozljivi, koliko hrane uvozimo. Za 1 milijon evrov na leto uvozimo samo hrane. No ja, veste kaj, bodiva malo bolj vesela. Recimo, marsikaj ste prinesli tudi iz otroštva, namreč to je ena velika prednost, ki bi jaz rekla. Živeli ste pravzaprav v nemško-slovenski družini, 2 jezika, 2 materina jezika sta. Kako je pa pravzaprav to izgledalo? Predvsem pa po drugi strani pa najbrž spet ne bova mogla malo mimo grenkobe po vojni, ali je to bilo dobrodošlo? To je bilo, mi tega nismo čutili, mi smo živeli v bistvu zelo demokratični družini. Govorili smo nemško, govorili smo slovensko, tako, ko smo kar mešali, ne. Recimo, pri molitvi smo tisto molili tisti, ki so bili za mizo.
če smo bili dvojezično, smo molili pol slovensko, pol nemško in tako, mimo grede tako, smo prešajtali. Tako da to še danes se čudim, kako smo rasli pravzaprav dvojezično, brez nestrpnosti in brez vsega. Živeli smo v področju, kjer je bilo glavnem nemške familije so bile, ki so pa bile po vojno izseljene. Najbrž nekateri tudi če rečeš po pravici, ker so se veselili, da bi to bilo nemško. Ne. To se vedno v takih vojnih časih se dogajajo tudi take stvari, ampak te mešane družine smo ostale. Recimo, oče se poročil Slovenko, takrat ni bilo tako težko, ni bilo lahko si vzeti tam eno Prekmurko, recimo, za ženo. Je bilo med tistimi familijami, pa vzami še eno Nemko, ne, recimo. To se je dogajalo, to so prepodvali, ampak trmasti oče je ustrajal pri ljubezni, kar je edino prav. In kakšna sosedna družina, ki je tudi bila mešana, te so ostali. Drugi so pa bili izseljeni in so na ta področje potem prišli kolonisti. Mi smo rekli kolonisti, to so bili ljudje, ki so izgubili svoje domove v drugih koncih Slovenije, recimo. Tam je ena taka kolonistična družina, tudi od Aneta Zajca družina. Ker sem šele pozneje izvedel, da je to gospa Zajčeva, da je njen sin Dane Zajc. To so pozneje govorila. No, v glavnem, rastel sem pravzaprav v nek tudi jezikovno tuj svet. To so s takimi dialekti so prihajali v te naše kraje, da nisem bil čisti Štajercev oziroma Prlek. Slišal sem tudi druge dialekte, zato tudi nekako na akademiji nisem imel posebnih težav, čeprav nas Štajerce vsi tako spoznajo, pa znamo tega becirka. Ne. Ampak nekako sem rasel med temi kolonisti, ampak tudi ti kolonisti, kakor državno posestvo, potem ni imelo pravega odnosa do šenkanega konja, kot se reče. In so tudi ta posestva propadla. Naša je propadla zato, ker smo državi prodali, ker nam je grozila rodacija. Je oče to dosti zgodaj spoznal in je on ponudil državno posestvo in smo se odselili. S tem pa seveda smo pridobili pozitivno, da smo se šolali in tudi neke grenkobe z gledanjem tega propada, ki smo hodili gledati, predvsem jaz, ki sem bolj, kažem, ne vem, a sem bolj sentimentalna. Pa se vleklo nazaj, ne? Glavnem, rasel sem v tistih krajih v najbolj občutljiva leta. 12, 13, takrat sem pa šel. Tako da sem najbolj občutljivo leto preživel tam in pravzaprav še dan živim s tem, sanjam te kraje, te poti. Še to hujše pa je, ker te poti ni več. Nobene poti, nobene hiše, nobenih hribčkov malih, ker je vse preorano in podorano in so narejene velike plantaže, ki jih pa tudi danes plantaž več ni. Na tisto, kar ste prej rekli v naši domovini, gledajte, mi smo bogata dežela. Slovenija je tako bogata dežela, če ti slučajno mimo grede pade seme iz žepa rodi. In zato se mi zdi to bolj tragično. To. In vam bom prebral eno pesem, ki bo povedala več o tem. V bistvu je stvar v tem, da se obupavamo ob polni skledi, če bi tako rekel. Sam tisti dan je napisem, bogato jesen je spravljal pod streho, sam tisti dan, sam za dolgo zimo, ko da ne bo več pomladi in ne poletja in ne jeseni. Potem se je zamislil nad letino, sam tisti večer, sam za vso bogatijo in je še opravil živino. Zjutraj ga je pozdravilo jutro, ker se je bil sam v tem jutru, sam na tem svetu obesil na najbolj plodno jablano pod hišo. Tem se ne prispodobi problem. Obešamo se na najbolj plodne jablane, v bogati se obešamo, obupavamo. Kaj je v tem narodu? Da ne znamo na tej zemlji, ki je rodovitna, lepa, bogata,
odlično majhna. Nebesa pod Triglavom, kot bi rekel Cankar. Ne znamo živeti z odprtim srcem in z ljubeznijo. Ker nam je to dano, da imamo nebesa pod Triglavom za domovino in ne znamo živeti in se grizemo in se sovraštvom uničujemo. Nek samomorilski narod smo, tako rekoč. To je meni največja tragedija. Ja. Gospod Kuntner, poglejte, 3 obvezna vprašanja so v tej oddaji. Na prvo ste mi čisto spontano odgovorili, ne da bi vas vprašala. Vaše dobre lastnosti, pa mislim, da ste jih celo 5 našteli. Ponavadi rečem 5 dobrih lastnosti. Zdaj bi vam zastavila naslednje vprašanje. Kdo ste, Tone Kuntner? Glejte, toliko sem že o sebi povedal, da bi bilo mogoče dovolj, če bi rekel, jaz sem igralec in pesnik kmečkega izvora. Kaj bi več povedal? Dovolj? Ja. Poglejte, politično sicer niste aktivni oziroma niste član neke stranke, ampak po drugi strani ste pa zelo aktivni. Aktivni, prepoznavamo vas kot pomladnika, kot pravzaprav zdaj le ves čas govoriva nekega velikega ljubitelja te naše dežele. Kaj bi rekli o sebi, pravzaprav o tem vašem odnosu, naj si bo do Slovenije, veliko ste že povedali, pa najbrž ne vsega, predvsem pa v odnosu pravzaprav do ljudi, ki živimo tukaj. Jaz bi se čudil, če ne bi bil tak. Poglejte, čudim se drugim, da se tega, kar smo mi doživeli, ne zavedajo. Mi smo doživeli, Slovenci, zvezni trenutek svoje zgodovine. Tak majhen narod smo doživeli svojo državo. To je tako veselje, to je tak zgodovinski trenutek za vsak narod, da pride do svoje države. Je za vsak narod najvišji dosežek in mi smo to dosegli. Vključeno je v ta dosežek vse trpljenje, ki je bilo skozi leta in stoletja, vse je vključeno, vse je uračunano. Vse, NOB, vse. Vse je vključeno v ta končni rezultat, ki se je zgodil 25. junija 1991. In kako se jaz ne bi veselil te države, če pa je to največji dosežek mojih sanj in sanj mojega naroda. In stvar je v tem, mi reče, pa kaj se ti tako države veseliš? Mi reče nekateri prijatelji, kaj se to je represija. Seveda je represija. Seveda je represija. Ne moreš skočiti od veselja više kot do plafona. Je represija. Ampak je tudi streha človeku. In je tudi sanjam zavetje. Pred točo te varuje, pred snegom, pred mrazom. In mi smo to dosegli. In to smo pa dolžni tudi ohraniti. Ne za nas. Mi bomo teh par let že preživeli. Za naše otroke in vnuke. Kaj bodo rekli? Bodo rekli, smo enkrat imeli državo. Kaj ste pa takrat delali, ko je začela razpadati? Razpada pa zakaj razpada? Ker ni ljubezni. Hiša ostaja pokončna in lepa in se ne zruši, če noter živijo ljudje, ki radi živijo v tej hiši, ki jo obnavljajo, ki menjuje cigle, ki z njo živijo z ljubeznijo. In mi bomo krivi, če ne bomo znali pokončno živeti, če ne bomo znali zavestno in samozavestno živeti in predvsem samospoštljivo. Nobeden z Evrope nam ne bo rekel, bodite samozavestni, bodite pokončni, bodite samospoštljivi. Nobeden nam tega ne bo rekel, če ne bomo tega same naredili. Zato jaz z veseljem sem sprejel tisti predlog Borisa Pahorja iz Trsta, da naj bi bila himna druga Kitice Zdravljice in 7. Najprej moraš spoštovati sebe, potem lahko spoštuješ tudi druge. In tudi nihče ne spoštuje nekoga, če se ne samo spoštuje.
Samospoštovanje je vitalnega pomena. Zavest in samospoštovanje je vitalnega pomena. Tega nam nobeden ne bo zaukazal. Tudi ljubezni nam ne bo noben zaukazal. Pravzaprav se tudi ne da zaukazati. Tudi se ne da zaukazati. Tako, če tega v tebi ni, ni. Moraš razviti. Jaz pravim, včasih sem zelo obupan, moram reči. Kako da se ne zavedajo, kaj mi imamo. Ampak si rečem nazadnje to, če ne bomo obstali, tudi nismo vredni. Nismo vredni, da obstanemo. Če ne bomo sami z ljubeznijo, noro ljubeznijo delovali naprej, pač bolj nismo vredni, da obstanemo. Poglejte, Pavček je nekoč rekel, če ne bomo brali, nas bo pobralo. Lahko rečemo, če ne bomo peli, če ne bomo se veselili, ne bomo preživeli. To velja tudi za vsako osebo posebej. To velja za državo, to velja za domovino, to velja za družino, to velja za osebo samo. Če se ne samo spoštuješ, če se nimaš rad, tako rekoč, je začetek razpada in propada. Gospod Kuntner, še tretje vprašanje. Ali ste pripravljeni z nami podeliti kakšno vašo izkušnjo, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je ta izkušnja življenja obrnila v drugo smer? Kaj je tisto, kar bi izpostavili? Saj gotovo jih je veliko, ne? Ampak recimo eno, da se malo opreva na njo. Ja, človeka dela modrega nesreča, dela modrega trpljenje. Jaz sem veliko, tako rekoč, stvari doživel, ki bi mi lahko rekel, da je bilo trpljenje, ampak ni bilo tako zelo hudo, da bi, ker sem vse preživel, kakor vidite, in je pravzaprav po svoje tudi koristno, ker s tem zoriš, ker s tem postaneš modrejši. In jaz bi rajši rekel, nič takega življenja nisem doživel, da bi rekel, da je bilo katastrofa. Meni se je zdelo vse, jaz sem živel v takem okolju, da se vedno kjeromu kaj zgodilo, ali pa recimo, ali pa tam konj padel v sledenc, ali pa si je nekdo polomil, ali pa kaj zvem, ker tega sem videl vsak dan neki. Pa sem si rekel, tako sem si rekel, kdaj bo se pa meni nekaj zgodilo. Jaz sem imel občutek, da je to zakonitost, da mora vsak se mu nekaj zgoditi, da mora neko trpljenje skozi dati. In pol sem padel tam nekje in sem si roko zlomil in sem imel tako roko, da sem si prvič sem hotel kar poravnati sam, da ne bi oče me kregal. Prvič to. Drugič pa sem se veselil, da sem to doživel. Sem rekel, fino, jaz sem že svoj davek plačal. Ne bo me več doletelo. Ja, nekako sem vedel, da moram nesrečo doživeti, da moram trpljenje skozi dati. In tako tudi zdaj živim. In ko je tako malo nesreče, pravzaprav okoli mene, nič hudega se mi ni zgodilo, tako strašnega, si rečem, si niti ne upam nazaj pogledati, kdaj bo udarc prišel življenja takega. Tako da jaz pravzaprav sem tako srečen, da sem živ in vesel in da sem doživel najlepše stvari v življenju. Najlepše stvari, to je rojstvo otrok, to moram povedati. Da če me je kaj spremenilo, ne spremenilo, utrdilo v svoji veri in v svoji zvestobi samemu sebi, so rojstva. Rojstvo otrok, ki so čudež, rojstvo vnukov, kdor je dedek ve, to je dvojni čudež, in rojstvo države. To je največ, kar lahko doživiš. Jaz samo lahko še počakam, veselo počakam na gospo Matildo. Mogoče samo še kakšno besedico, ko ste bili profesor. Vas je to osrečevalo, da ste druge poučevali, da ste pravzaprav svoje izkušnje igralca prenašali lahko naprej na druge generacije? To je prvo. In drugo, potem mogoče kar v povezavi, dobili ste tudi nekaj nagrad za svoje delo. Ali so nagrade dejansko odraz tega, kar je človek doprinesel
Ja, nagrade, bomo kar hitro odpravljali te nagrade. Sej, spodbuda je, sploh ni vprašanje. Spodbuda pa tudi pravzaprav neko odgovornosti daje, da ne smeš popustiti in delati. In mi je tudi dajalo tako spodbudo, da se mi je zdelo, da nisem zgrešil poklica, ampak bistveno je to, če se sam izpolnjuješ, če sam v sebi najdeš smisel, da si ta prave stvari počel. Tako da tiste nagrade so pač tako. Ampak to bi rad povedal, kar ste vprašali. Kot profesor. Bil sem kot profesor na akademiji. Moram reči, da sem rad delal, ker sem se srečeval z mladimi. Mladi so čudež. Gledati mlade ljudi, zlasti pa na umetniškem področju, ko vidiš, kako raste, kako je čez 3 mesece zrasel, kako je delal na sebi, kako je občutljiv, kako je znal profitirati od mene. Ampak žal moram reči, da se mi je vedno zdelo, da so premalo profitirali, premalo bili delovni, premalo, ker je talent sam premalo. Moraš delati na sebi občutljivo, nenasilno, občutljivo. In jaz moram reči, da sem rad delal tudi zato, ker sem od njih več profitiral. Jaz sem prepričan, da sem jaz več profitiral od njih, kot oni od mene. In to je krasno. Ja, vse človek si v življenju lahko pač vzame, kolikor mu življenje nudi, ali pa pustiš. Ja, poglejte, nekaj sem pa skozi pripovedoval. Jaz nisem pedagog, nisem na pedagoško hodil, nič pedagoškega ne vem. Jaz imam samo srce. In vem, kako sem sam z muko prišel do nekih stvari in sem tudi to poskušal prenašati. Sem rekel mnogim, da ste to igralci v tej fazah pride do nekih obupnih področji, da si ne upa več naprej. Da skoraj obupa. Pa sem se rekel, ne se ustrašiti trpljenja. Nikoli se ustrašiti trpljenja, zlasti tudi v drugih poklicih, zlasti pa ne umetniških. Ne se ustrašiti, to te dela močnega, to te dela samo iz tega biser nastane. Kar je velikega rodi trpljenje, je rekel Vipotnik. In je res. In seveda moraš pa probati, moraš biti tako trmast, da to probaš in ko to izkusiš, da se da tudi zid prebiti, potem se šele delo začne, da pravo. Tako nam je tudi Mlakar Pino pripovedoval, ki je bil tak en preprost človek, se mi zdi odličen umetnik po duši. Je prišel, balet nas je učil, je prišel z gojzerji v predavalnici, si sem gojzerji nas učil in nas gonil 2 uri, da smo vsi bili tako že, pa rekel, zdaj se začne. Zdaj se šele začne. Tisto, kar bi umetnost morala. Zdaj se začne. Gospod Kuntner, hvala lepa za tale pogovor. Naj vaša muza še naprej pomaga, da bo še kaj nastalo. To ni od mene odvisno. Ja, ni samo od mene odvisno. Seveda. Da boste napisali še kakšno lepo pesem in da jo bomo še z veseljem brali naprej. Hvala lepa. Hvala tudi vam.